110 let mineva od rojstva vašega očeta, Vladimirja Bartola. Poznamo ga kot pisatelja. Kakšen je pa bil vaš oče, se pravi, kakšen spomin ga imate pa vi? Ja, moj spomin seže daleč nazaj in tista prva leta moram reči, da je prihajal tako en dedek mrez, ker je bil v Trstu takrat kot dol neke vrste ataše za kulturo. In takrat, kadar je prišel, vedno kaj prinesel, jasno, mi otroci, jaz sem bil takrat mečkan, vsaj jaz sem bil zelo navdušen, kadar je prihajal s kakšnimi pomarančami, takrat je v Sloveniji ni bilo, ali pa v Jugoslaviji. Vladimir Bartol izstopa izmed slovenskih pisateljev medvojnega časa, zlasti potem, da je vzpostavil v slovenski literaturi nek drugačen tip junakov ali, če strokovno besedo rečeno, subjektivitete, subjekta. Ta človek njegovih zgodb je vitalen, poteguje se za nekimi nedosegljivimi cilji, pri tem je pripravljen tudi žrtvovati in manipulirati z drugimi. Film Alamut, vse je že pripravljeno, da se ta projekt tudi dejansko izvede. Po dolgih letih, tudi po bitki na sodišču za pridobitev celote pravic, povezane z dediščino Vladimirja Bartola, moramo reči, da koraki v smeri strojenja filma, da so vse smelejši in vse bolj konkretni. Ta trenutek intenzivno, že nekaj mesecev tako, nastaja scenarij, ki ga piše režiser, sicer primarno in scenarist, potem takem Guillaume Martinez. Znamo Slovenci pravilno ceniti zapuščino vašega očeta, njegovo delo? Veste kaj, jaz moram reči, da tam nekje, recimo 20 let nazaj, pa 25 let nazaj, ja, prej pa ne. Prej imam vtis, da ga niso hudo obrajtali, niso ga vzeli kot carskega, ampak so si mislili, da so pa neki, da je bil socialističen sistem pisanja, pa taki razni voranci, pa to je bilo zelo fino. Bartol je bil pa čist preveč, kot je bilo že tudi rečeno prej v tiskovki, pač tak nenavaden človek, ki je pisal v stvarih, ki niso bile čisto običajne.